študentke, sama dekleta, ki ste tukaj in tudi vsi, ki ste online, tudi kolegice iz izmenjave. Hvala lepa, da ste se odzvale. Zelo dragoceno je, da drugi študenti dobijo iz prve roke poročilo, kako na teh izmenjavah je, kako je super in tako naprej. Tako da hvala vam, da ste se vzeli čas. Dobro, zdaj nisem tako lepo oblečen kot Maja, zato ker gre v azil danes. Ne sem darila, ne sem pač nahudil, ampak vseeno, čeprav imamo nekaj posnetkov, tako naprej. Zdaj, zakaj je fino, da greste na izmenjavo? Tako, kaj so razlogi, da se udeležite izmenjave? Definitivno je najpomembnejši razlog, dragi moji, življenjske izkušnje. Mislim, da je to daleč najpomembnejši razlog. In zdaj, kolikor si pa učitelj, se mi zdi, da je še sploh zelo pomemben učitelj, pedagog, no, vidim, da je socialna pedagogika. Vi ste vsi učitelji, ste pedagogi. Če si pedagog, pa je še to pomembneje, da imaš, to se tako sliši, ne, razširjena obzorja, kaj to pomeni. Da imaš enostavno to drugačno perspektivo na svet, ki ti ga definitivno gostovanje v tujini da. Sam sem imel to srečo, da sem lahko šel na izmenjavo preko Fulbrightove štipendije v ZDA in moram reči, da mi je res korenito, spremenila, preoblikovala življenje. Ker, pomislite, to, kako je doma, ti ugotoviš šele, ko si bil že nekje drugje, ker lahko imaš neko primerjavo. In pa tudi, dragi moji, velika razlika je, ali greš ti v neko državo kot turist, da greš malo pomahati tja, si 5 dni tam in potem prideš domov in se fotkaš zraven, ne vem, Eifelovega stolpa, Rimskega koloseja, ali pa, če imaš tam dejansko neko delo, če si vpet v to, kako stvari funkcionirajo na neki državi. To je ogromna razlika, ker kot turist ti malo popraskaš površino, če pa res moraš hoditi tam na predavanja, upravljati izpite, se pogovarjati za stanovanje in tako naprej, pa dejansko prodreš v ozadje družbe. In to je res zelo pomembno, da dobiš ta občutek, kako stvari funkcionirajo drugje. Tako da, če mene vprašate, je to absolutno največja vrednost mobilnosti. Druga stvar, ki pa je tudi zelo pomembna, je pa ta. Jaz, ko sem bil dodiplomski študent, sem vedno tako, ne, to je zmerno dobro, vedno moraš tako malo z distanco gledati na svoje predavatelje. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker to je en človek, ki ti posreduje recimo en predmet. Kaj pa veš, koliko zdaj ta predmet odgovarja na ta človek? Vedno je vredno videti, kako podobne sorodne vsebine še delajo kje drugje. In to je mene zmerno zanimalo. Ne? Zdaj logiko ima pač ta model, kako pa zgleda logika še kje drugje, ko je predaval kdo drug. In na ta način ti dejansko dobiš drugačen pogled v svojo stroko, ker vidiš, kako to stroko delajo drugje. Ne? In ne vem, včasih imaš kakšnega takšnega profesorja, zato tam je lahko super profesor, ki navduši za neko stvar, ti odpre oči, ki jih tudi nisi videl. Ne? Zaradi tega, ker pač na eni instituciji you are stuck with what you got. Ne? Se pač to, kar imaš je. Zato je zelo pomembno, da dobite še ta spet neko drugo sliko same stroke. Ne? Tudi kako se recimo pedagogika, kako se pedagoški tematik lotevajo drugje naokrog. To je pomembna točka. Dobro, naslednja točka je ta, da so tudi vsebine lahko malo različne, tako da se seznanite z novimi vsebinami, kar je tudi seveda izjemno dragoceno. Zdaj ne vem, če je kdo za angleščino, razredni pouk je potem to še dodatna. Nikjer se ti ne naučiš jezika boljše kot tam, kjer ga moraš res uporabljati. Dejansko uporabljati za to, da preživiš. Ne? Tako da tudi z tega vidika so mobilnosti pomembne. Zdaj vse te stvari bo povedala še vse Maja. Mi smo se zelo potrudili za to, da bi študentom olajšali odhode na mobilnost. Sprejeli smo eno vrsto teh dodatnih ukrepov, glede priznavanja, izpitov in tako naprej, komunikacija za predavatelje in tako dalje, tako da smo prišli kar naproti. Tako da to. Druga, eno stvar še vseeno moram povedati, ko pridete iz mobilnosti, tudi nekaj
povabiti na nas, ne. Javite se, predstavite mogoče svojo mobilnost, ne. Javite se tako, kot se kolegice danes javljajo, ne, ker tudi to je del mobilnosti, ne, tudi to, da ti prineseš potem nekaj nazaj, ne, ker si nek kader, do katerega smo tudi mi, Evropska unija, nekaj vložila. To mrežo možnosti za izmenjave kar širimo. V zadnjih 2 letih mislim, da smo se oziroma leto, smo se kar še bolj internacionalizirali. Imamo pa opcije Španija, Portugalska, imamo opcije, mislim, da je Italija, potem v Belgijo grejo tudi študenti, na Norveškem Stavanger, mislim, da imamo zdaj nekaj. Skratka, je nekaj opcij, lahko greste tudi kam na Balkan, kar tudi ni mimo, ne. Tako da pa, ne vem, če Avstrično imamo, je še, ne. Tako da, ja, tudi to so možnosti, ne. Ok, a jaz vas ne bom več obremenjeval za svojim govorjenjem, mogoče pa imate kakšno hitro vprašanje, mi ga lahko zastavite, pa enako odgovorim. Super je bilo, Albuquerque, the best, se to včasih povem na predavanjih, tam, kjer sem bil na izmenjavi, ne, v Meksiko. Drugače pa malo bom z vami, potem pa moram iti, ker moram obvezni biti že na cepljenju, tako da se sproti ulovimo, danes pa ob 6 imamo v 6. Socialni pedagogi. Ok. Evo, v takšnem res lepem uvodu našega dekana, kaj itek, že vas je skoraj on prepričal, tako da jaz vam samo še povem, kaj, kako je to, ne. Malo za hec, malo za res. Niče sem vesela, da ste prišli, ker zdaj tej resnem primer ni bilo nič zmenjeno. Tisti, ki je prišel, pomeni, da je tisti, ki je zainteresiran, da bo šel, večer, pa tako. Čeprav smo ugotovili, ko se zmenimo, pa kakšen niti ne razmišlja, da bi šel, ko pa sliši, potem začne razmišljati. Tako da imam zdaj 2 študentki, ki so se odločili, ki sploh niste razmišljali o mobilnosti, in ko so enkrat se pač pri enem predavanju povedali par informacij in tako. Kaj je narobe? Piha. Toplo mogoče, tam? Gasne? Ne, vse gre. Ne, lahko gasne, pa sem dala malo greti. Tebe mogo? Ne. In tako da dejansko smo rekli, da bomo tudi po tem izsvetnem obdobju, to je pa prva naša letošnja informativna predavanje o Erasmusu, zato ker smo nekako mislili, da bo res že razpis zunaj. Zdaj kolegica na rektoratu, ki dela in pripravlja razpis, je zbolela, tako da pač upam, da bo do 2. tedna. Ampak ne glede na to, danes smo tako malo, nas je takšno število, da res lahko točno vse povem. Drugič pa potem, ko bo imela še kakšne predavanje, pa sigurno se bo še kdo nam pridružil. Tako da bi jaz kar začela z tem, kar vam pripravljeno, potem imamo še te 2 študentki, ki ste se ravno vrnili iz mobilnosti. Jaz sem mislila, da so še gor, pa so mi sporočili, da so tukaj, tako da so preko Zooma, ampak zaključujejo še, kad delajo izpite, še gor, tako da bi potem jaz kar to grem skozi. Če je kakšno vprašanje že vmes, najboljše, da razčistimo. Zdaj samo, da vem, iz katerega področja, kje ste, iz katerih programov. Ja, povejte mi, približno. Pedagogika. Sem na zredu. Ok. Nisem na socialni. Ok. Ok, dobro. Ne samo, da vem. Ja. Ne, zaradi tega, da vem, ker pač smo imeli znani za vizualno umetnosti, ki so tudi študenti, so se prijavili. Tisto, v bistvu imamo drugi, samo vse je isto, ampak so druge institucije. Tako da zdaj vem, koga imam pred sabo, lahko potem se bolj to osredotočim na te pomembne za vas institucije. V bistvu, za socialno pedagogiko imamo načeloma, vas spremijo vsi, ker imamo področje education, pomeni izobraževanje, ampak imamo tudi določene prav na novo sklenjene 2 ali 3 sporozume samo prav za socialno pedagogiko, ki so bolj v bistvu orientirani na to področje. Ampak kot sem rekla, smo imeli tudi, da ni problema, da smo sprejeli tudi če ni tako specifično za vaše področje. Tako da zdaj, najprej čisto na kratko Erasmus, vemo, da to je pač program, ki vam omogoča študentom, da del svojih obveznosti opravite na tuji instituciji in sicer mora imeti podpisan sporazum z Univerzo na Primorsko oziroma s pedagoško fakulteto za naša področja. Tako da to je tudi del priloge pri razpisu.
kot je že prodekan povedal, določene države, jih je pa tam dosti več. Tako, zdaj, s tistimi, ki je on povedal, mi dejansko najbolj sodelujemo v tem smislu, da smo v prejšnjih letih, v zadnjem letu, imeli kar nekaj izmenjav. So pa različne institucije v Španiji, na Portugalskem, na Finskem, Norveškem, Belgija, zelo priporočam. Potem imamo, naprimer, socialne pedagoge, profesor Krajnčan, zdaj na novo z Berlinom sklenjen sporazum, pa z Avstrijo, tako, čisto samo da veste, na kratko. Za ostale pa potem je širše, tudi Hrvaška, zdaj Češka, vem, da imamo te dve punci, ste bila obe, pa Slovaška imamo, pa Madžarska, mislim, kar neki, je ta zbor, to potem bo v razpisu točno, ker sem jaz s kolegico pregledala, kaj in katere države in institucije imamo. Jih kar nekaj dodajamo, tako da smo jih zdaj lani res 6 dodali na novo, tako da, ja, to se širi in predvsem tiste, ki želimo obdržati, tiste, ki res so zanimive, tako strani za vas za študentov in pač tudi na študijskem programu, da smo si sorodni oziroma da lahko nekaj odnesete od tega in da se vam tudi prizna. Tako da tukaj na kratko je razlog, kaj mogoče. Tle, kot sem vas že vprašala, da vsi ste za študijske mobilnosti, možnost je tudi prakse. Zdaj, čisto na kratko, ker študij bomo kar bolj podrobno pogledali. Praksa 2 meseca, študij najmanj 3, oziroma do 12 mesecev. Študenti pri nas dobite načeloma financiran en semester. To je nekako tako nepisano pravilo, toliko imamo mi sredstev, ker želimo, da čim več študentov gre na mobilnost in zdaj na nivoju univerze mi dobimo eno vsoto, eno vrečo denarja in moramo razdeliti. Tako da za en semester načeloma skoraj vsakemu študentu, ki izpolnjuje pogoje, probamo odobriti. Za kaj več pa se potem naknadno, če primer zdaj imamo ravno eno študentko, ki je podaljšala, ampak to pa potem se individualno pogovarjamo. Tako da to. Potem mogoče bi omenila, da obstajajo tudi to, moram povedati, kratkoročne mobilnosti fizične, BIP-i, KIP-i, to mogoče enkrat bodoče boste tudi slišali, to so enotedenski, to je čisto novo, v bistvu novo. Zdaj 2 leti na pedagoški fakulteti se še ni izvajalo, to zdaj mi nekako smo začeli prakticirati, to so zdaj kratke mobilnosti in pa potem praksa minimalno 2 meseca in v bistvu novi diplomanti tudi praksa tudi 2 meseca, novi diplomanti se morajo prijaviti, dokler imajo še status. V bistvu se ne smeš ti, da diplomiraš in se pol prijaviš, pa nisi upravičen. Tako da to je treba paziti, ker smo imeli primer, ki se nam je študentka želela prijaviti, ampak je že diplomirala, oktobra, zdaj letos ne more. Tako, mislim, mogla bi se prijaviti na danski razpis in potem bi jo počakalo njeno mesto, oziroma bi imela status in se lahko to uveljavlja. Tako, to. Potem na študij, na kateri tudi pisanje diplomske naloge, to smo imeli tudi primere, ampak tukaj bomo šli potem, še bomo še povedali, kakšni so pogoji, če želite potem to slučajno, zdaj mislim, da tlele niste, nimamo takih primerov. Tako, kot sem rekla, razpis bo v kratkem, objavljamo na naši spletni strani, tudi bom jaz dala eno obvestilo vsem v ŠIS-u, tako da boste vedeli, da je razpis objavljen. Na naši spletni strani, sigurno bo tukaj na tej strani, ki sem napisala, mednarodna dejavnost za študente, razpis za študente. Tukaj so vsi razpisi, ki so za vas pomembni in seveda tudi linki potem na spletno stran Univerze na Primorskem. Ampak za vas je dovolj, če imate to naše in je tam potem vse relevantne informacije. Kdo se lahko prijavi? Vsi morate imeti status rednega izrednega študenta oziroma status mladega diplomanta. To so rekla 1 leto po odpravljeni diplomi, tako da ampak morate se prijaviti, če ste študenti. Tako to. In potem še to mogoče pomembno, zdaj ne vem, kateri letnik ste vi, če niste prvi let, drugi, v redu, potem ne, to je samo pač pogoj pri nas, da tisti, ki je v prvi letniku, se ne more takoj prvi semester iti na mobilnost, kar je logično, ker v bistvu moraš vsaj spoznati in nekaj narediti tukaj, da potem si sploh zaslužiš, da lahko greš na mobilnost. Tako da to tako. To sem že v bistvu šla skozi in povedala, 3 mesece 12, praktično bila je 2 meseca 12 mesecev in skupaj, v bistvu vi greste lahko večkrat na mobilnost. V bistvu na vsaki stopni študija
lahko 12 mesecev. Tako da dejansko bi šel do diplomskem dvakrat na mobilnost, oziroma potem na podiplomskem še dvakrat. Mislim, imamo primere, ki so šli po dvakrat, v tem smislu, da noben ni presegel 12 mesecev, ker ne smeš na stopni, ampak, naprimer, če greš dvakrat na semester, na stopni študija, mislim, 2 semestra, je to 12 mesecev, tako da, če vas bo zanimalo, mogoče najprej enkrat, jaz predlagam, pa pol se vidi, kako tudi tukaj upravite vaše obveznosti, čisto tako. To je pol tudi pomembno, kaj se vam bo priznalo, tako da, jaz mislim, da tako za začetek enkrat, zdaj greste, prvič vidite, pol če vam je všeč, mogoče pol, ko ste na magistrskem študiju, ponovite. Tako, to je pač moj, mislim, moj nasvet. Tukaj je ta priloga, ki sem vam rekla, ki jo bo potem pri razpisu, kjer bojo vse te institucije, s katerimi imamo podpisan sporazum. Tukaj pač so napisali, da pazite področje, treba upoštevati področje, s katerim imamo podpisano. Zdaj za vas, v bistvu tako 0,11 je ta pomembno za vas, ki ste tukaj, naprimer 0,21 bi bilo, to je to področje, kjer piše za umetnost. Tako da vi gledate 0,11 je izobraževanje. To je za vas pomembno in večinoma razen 3 ali 4 sporazumov imamo vse podpisano 0,11. Tako da imate kar pester nabor. Tako da tlele sploh ne bom niti izgubljena časa, ker dejansko je skoraj vse za vas. Tu že prej je bilo, tako da to je to. Bolj samo za druge študente bomo podarili. Potem, kaj vam nudi Erasmus študij, mogoče ste že slišali, če ste že tudi mogoče že kdaj se sigurno z Erasmusom srečali, v bistvu ste vključeni vseh stroškov v tujini, potem lahko dostopate do knjižnice, laboratorija, pač kar ima institucija gostiteljica, kar omogoča svojim študentom, omogoča tudi vam. Tako da to je nekako v dogovoru in enako, kot pridejo k nam študenti, lahko v bistvu imajo iste pravice, kot imate vi, zdaj dobimo v tem semestru 6 Erasmus študentov in bojo v bistvu lahko tukaj in na predavanjih in v knjižnici, vse bojo lahko v bistvu, kot vi koristili, bone, za hrano in tako naprej. Tako da vse boste imeli, kot da ste lokalni študent, ko greste v tujino. Zdaj, kar se tiče štipendije, mogoče vas tako zanima, vsaj okvirno, zneski, jaz ta trenutek jih nimam, bojo v razpisu, lahko vam pa povem, da bojo podobno kot lani, za odvisno od katero državo gledate, ker so v bistvu razdeljene države v 3 skupine, večina držav je 650 evrov na mesec. Najmanj, naprimer, da Hrvaška, Bolgarija, Romunija in te države, pač, ki so v 3. skupini, je 590. To je to osnovno, v bistvu to toliko dobite kot osnova. Zdaj, če imate vi, še dodatno štipendijo za neprivilegirane študente ali pa javni sklad ali pa tako različne opcije, je še to dodatno potem dobivate po 100 evrov, to je potem vse napisano, ko dejansko lahko pride skoraj do 1000 evrov, če naprimer nekdo, ki gre na Erasmus, ki dobi prakso, dobi še 100 dodatnih evrov, tako da dobi okrog 1000 evrov. Ampak računajte, osnova je 650. Potem so še neki dodatki, tako, ki si jih da dobiti. Tako da, ne morem reči, da vse vam pokrije na mesec, ampak vam vseeno kar precej pokrijeno. Tako da, zaenkrat se niso drugi študenti, ki smo imeli zdaj kar nekaj, se niso pritoževali. So dosti višji zneski, kot so bili pred leti. Ja, so vse podražene, naprimer, kakšne zadeve, vse vemo vsi, ampak naprimer v Španiji je sigurno ceneje portugalski kot pri nas standard. Dobiš 650 evrov in lahko v redu živiš. Zdaj, kar se tiče prijave za finance, je tako, da ko ste enkrat izbrani, jaz sem še tako tudi planirala, ko boste enkrat, ki se prijavijo, boste izbrani, bomo imeli še eno predavanje, v bistvu, kjer bi potem šli skozi, kaj morate narediti točno preden greste. Ko ste izbrani, veste, da moramo se dogovoriti, kaj bomo se priznalo, kaj za finance in tako naprej. In v bistvu ni nek bav, ampak moram povedati, da če se dobimo, če vam razložim, je lažje najprej meni, ker dejansko, če ne bomo imeli 10 študentov ali pa 20 v moji pisarni, tako če se dobimo, če se skupaj pogovorimo, da vam že preden se lotite priznavanja teh predmetov in izpitov,
bo lažje vam in meni. Ne? Tako da to je ena stvar, ki je v bistvu na novo, ker lani tega nisem naredila in izkušenj zdaj sem videla, da bi to v bistvu bilo nujno. Ne? Ker dejansko res, če ne sem imela toliko študentov, se ni problema, ampak ne, enostavno potem imam toliko dvojnega dela. Ker predmete priznavajo predstojnice oddelkov. Tako. Načeloma vi ne hodite individualno se dogovarjati s profesorji. Pustite, da najprej naredi predstojnik svoje delo, prizna, kar lahko prizna, pa če je eventualno kaj nadali se gre, ne? Ampak drugače tega ni, ne? Da že naprej... To je super, ne? To vam povem, da je super izkušnja. To nam je, naprimer, dosti olajšalo vam predvsem delo, ne? Tako da vi se dejansko s predstojnikom oddelka zmenite. Seveda je na vas, da morate pogledati, kateri predmeti so na instituciji, katere bi vi potem tukaj zamenjali, ne? Nikoli ni 100% zamenljiv predmet, ne? Ampak probaš najdeti, kaj bi bilo ustrezno. In ko to najdeš, pripraviš en obrazec, ki je v bistvu čisto navaden Word dokument, ki potem ga pošlješ predstojniku, predstojnik to potrdi. Na podlagi tistega ti veš, kaj boš imel priznano. Tako da ti preden greš, in to jaz res zahtevam, to lahko vam povejo vsi, ki so bili na mobilnosti, da je to točno definirano, da vi veste, ko se boste vrnili, katere obveznosti vas še čakajo. Kar pomeni, naprimer, če je ena stvar dol, njo boste naredili, ne vem, 5 kreditov, tukaj pri nas je isti predmet vreden 6 kreditov, pomeni, da morate en kredit tukaj dopolniti, da je delno priznano, ne? Se vam bo priznalo 5 kreditov in potem vam bo tisti profesor, ki ima ta predmet, rekel, ne vem, ali boste imeli neko seminarsko, ali boste imeli nek zagovor, v bistvu, ne? Tako da to boste vedeli že, ko vi greste načeloma, imajo potem kakšen kredit zmanjka in to se vedno bolj dogovori študent z profesorjem. Ampak to vse usklajeno s predstojnikom in veste, kaj imate za narediti. No? Tako da načeloma nismo imeli, ko smo enkrat dogovorjeni s tem predmeti, ko študenti razumejo to logiko, ni več problemov. Ker zdaj tudi, moram reči, da tudi predstojniki so se naučili, no? Tako kot vi, se morajo tudi predstojniki oddelkov naučiti in so se naučili, da dejansko razumejo to logiko, da ne moramo, ne vem, če je nek predmet bil vreden 5 kreditov in pri nas, kot so rekla, 6 ali pa 7, jaz ne morem priznati celega predmeta, ne? Ker potem odkjer, ne? Tisti 2 kredita smo jih mi dali tako, ne? Tako da dejansko to so te cake, ki sem rekla, da potem, ko boste se prijavili, vam jim bom povedala. Ampak ni nič kaj takega, no? Tako da moram reči, da ne se ustrašiti tega, ne? No, tukaj potem še, kot sem rekla, dobiste to izkaznico in za bivanje. Za bivanje je tako odvisno, kam greste, ne? Pač malo bolj individualno so določene univerze, ki imajo kamp na kampusu ali pa vam dajo kakšne informacije, kam bi lahko šli. Določene vam pomagajo privat, določene morate se malo znajti sami. Čisto tako kot pri nas, naprimer, ne? Ker pri nas študenti, razno sploh erozni študenti, ki pridejo k nam, nimajo ne v domu nastanitev, ker ni dovolj niti za naše študente, ne? Tako da kje je sploh. V bistvu, dejansko pri nas potem ta SN pomaga, to združenje v bistvu najdeti privatne nastanitve študentov. In tudi nekako na začetku mogoče kakšna študentka meni tudi piše, pa tudi jaz, če poznam koga, pošljem, ne. Tako da dejansko tudi vi potem koordinatorju gor na univerzi pišete in vam oni načeloma pomagajo. Tako da tukaj so se vedno vsi potem znašli, ne. No, tukaj mogoče potem čisto na kratko, kot smo rekli, za študijski sporazum. Ko imate potem dogovorjen ta Word dokument, kjer je predstojnik potrdil, se napiše, že vse to je že vse elektronsko študijski sporazum, se ga potem v bistvu prizna, podpiše, vi ga podpišete, matična institucija in potem še gostujoča institucija. Krediti predvidoma okrog 30 kreditov, to je tako, cirka, ne. Jaz vem, da nekateri, ne vem, mi rečemo 20-25 načeloma vsi skoraj, ne. Tako da ni zdaj tako striktno, da mora imeti nekdo 30 kreditov, ampak priporočljivo je od 20-25, no. Tako tudi študenti to delajo toliko predmetov.
Potem, kot smo rekli, pred odhodom sveta je potrebno skladiti predstojnik in z mednarodno pisarno. Potem, ko pridete, potem je pripis ocen. In priznavanje se razlikuje od uveljavljanja. To je samo zato, da razumete, da mogoče imate vi kakšen izbirni predmet dol, ne? Naprimer, dosti gre na portugalsko, se uči še portugalščino, ne? Mi ta predmet vam ne moremo zamenjati z enim našim, ne? Vi boste imeli to dodatno v bistvu uveljavljeno. Tako da mogoče boste mogli kakšen predmet tukaj narediti, ki niste ga zamenjali, je pa to dodatno, imate točke, ne? V bistvu upisane v indeks, ne? Tako da imate kot dodaten izbirni predmet, ne? Zunanje. Tako da to, no, to kot so rekli, da vas ne zanima, ampak za pisanje diplomskega dela, v bistvu potem je potrebno najti mentorja in tudi, če nekdo nima mentorja v tujini, kar je pač priporočljivo, pa potem je nekako zahteva, da se vsaj kakšen predmet v bistvu vseeno opravlja dol, ne? Tako da nekako vseeno vidiš, kako poteka delo na tuji fakulteti, ne? Da nisi samo doma in pišeš nalogo. Tako. To. Ja, no, evo, kot so napisali, razpis pravila ta oziroma začetek drugega tedna, vas obvestim. Tam boste videli, to je pomembno. Prijavnica, prijavite se pač elektronsko preko VIS oziroma ŠIS-a in potem kratek življenjepis, motivacijsko pismo, dokazilo o znanju tujih jezikov. To je to. Rada bi izpostavila, da lani sem imela in lani smo še upoštevali tudi motivacijska pisma, ki so bila pisana prosto po Prešernu, bi rekli, ne? Tako. Ampak dejansko obstaja obrazec. Obstaja obrazec, ker motivacijsko pismo se točkuje. Tako da jaz, gledajte, iz izkušenj vam povem, da tisti, ki je napisal v motivacijskem pismu, ga je izpolnil, kot je bil po obrazcu, imel avtomatično boljše točke, ker točno vidi, kaj zahtevamo, ne? Tako da predlagam, da pogledate in res na obrazcih to izpolnite. Ne? Življenjepis je lahko potem, ne vem, Europass, življenjepis je lahko v bistvu nekako tisto, kaj ste do zdaj delali, kaj, ne, vse vaše delali, oziroma kaj ste študirali, kam ste hodili, kaj s čim se ukvarjate, tako da to je nekako tako najlažje povedano zgodovina, ne, vaša, medtem ko motivacijsko pismo pa je prihodnost, kaj si želite, ne. Ko tam opredelite, zakaj bi šli tam na to institucijo, opredelite, kaj bi tam videli, kaj bi tam spoznali, kaj tam nekaj več, da vas zanima. Ne vem, mogoče tukaj imate to, kot je povedal, ne, kot je povedal naš prodekan, bi radi to in to zvedli in tam vam bo to nadgradilo, zato ker, ne vem, boste v tuji državi videli druge metode učenja in tako naprej. No? Tako da to je verjetno enostavno razmišljate, kaj si želite, da bi od te mobilnosti odnesli. No, tako, čisto preprosto. Odbine je prav takrat, če je recimo povečan interes za eno lokacijo, ne treba kandidate rangirati. Ne, razumete, če se vas 7 prijavi za Portugalsko, imamo pa 4 mesta, moramo mi izbrati 4, ki bodo šli. Ostali poskušamo najti nadomestne lokacije, ne, pa vam ponudimo, ok, Portugalsko nisi prišel, bi šel mogoče Španijo, Italijo, ponudimo, ampak če hočete tudi na neko določeno lokacijo, ker je povpraševanje se potem to rokira. Zdaj pa vsako leto imamo tudi vedno več študentov, nas se tudi potem zgodi, da so vsa mesta nekako zapolnjena, zato moramo upoštevati ta motivacijsko. Tako, pač, kot sem rekla, načelno skušamo vse poslati nekam tisti, ki se želijo, ampak je to rangiranje nujno. Ne? Lani smo imeli za Portugalsko 9 prijav. Tako, 9, tako da enostavno in 4 mesta. Ne? Tako da pač enostavno tisti, ki so imeli najboljše točke in predvsem motivacijsko pismo, je bilo najbolj pomembno, ker načeloma dokazilo v tujih jezikih imate vsi, tako drugače, življenjepis in motivacijsko pismo je tisto, ki nam najbolj v bistvu se točkuje, res da najbolj pove, ne? In nekako naredi izbor. Ne? To je najboljši. Tako da dejansko tukaj, ja, je to pomembno samo zaradi predvsem tega, kam si želite res fokusirano iti, ne, tako. Tako da to. No, evo, tako kriteriji, najprej se štenite splošne pogoje, motivacijsko pismo, znanje tujega jezika. Zdaj, mislim, da če ste tlele vsi študenti, bolj ste imeli angleški jezik že na fakulteti, ne, ste imeli,
če ne pa, ne vem, maturitetno spričevalo, če ste upravljali angleščino, naprimer, to je tudi dokazilo, ne. Seveda, če imate, ne vem, to upravljali ali karkoli tudi, ampak že to je dovolj, no. Tako da to. In evo, tako da v primeru, če so enake točke, se pol upošteva, pač število točk, tisti, ki je več dosegel več točk, ima prednost, ne. Tako da to je to. Aha, dobro, tukaj je nakratko še za prakso, ampak dobro, zdaj ne vem, če za interes, ne, mislim, da se imam čisto nakratko povem, da tukaj pač si vsak sam poišče, tako ni tako kot pri študiju imamo mi vse sporazume in morate preko sporazuma, medtem ko pri na praksi pa lahko si sami poiščete. Mogoče potem enkrat tisti, ki bi šli na prakso, ne vem, kakšen vrtec, kakšna osnovna šola, privatna, naprimer, to je tako pride upoštev, javna, privatna, se kar hodijo študenti in je zanimivo. Tako po 2 meseca prakse, ne vem, z enega študentka bi šla na Finsko, lani sta bila 2 v Španiji, v Barceloni in sta bila zelo zadovoljna. Tako da, pač to so opcije, no, da veste, da je tudi to... To je fina stvar, ne? Ja. To je zelo fina. Edino, kar je treba malo mogoče paziti, je to, da se vam ne bi prekrivalo z kakšno stvarjo, z kakšnimi obveznimi prisotnostmi na vajah pri predmetih tu, ne? Ker za prakso je malo drugačna situacija, kot je pol za študijske izmenjave, ne? Tam se to nekako pokrijejo ti predmeti, ne? Tako da fino je mogoče čez počitnice, ne? Če slučajno dobite kje kakšno možnosti, kje kak, ne vem, vrtec, ne sto preveč se vidite, in greste mogoče vse deloma takrat, kada so pri nas že počitnice. Tako, naprimer, zdaj imamo ta študentka, ona se je zrihtala, da gre sredi avgusta in v bistvu bo sredi oktobra nazaj. Tako da to je idealno, ne? V bistvu ne bo ni izgubila, ne? Mislim, seveda, lahko vi to še vedno, ko imate status absolventa in takrat razmišljate tudi za iti, ne? Tako da to so opcije kasneje, ne? Ampak sigurno pomembno pazite, ne? Kako bo predvsem zaradi tega, da se ne pokriva, ker smo imeli tudi ne težave, no čisto z izkušnjom povedano, da niso bili bolj prisotni pri enih obveznih predmetih in potem našli profesori, nekateri lahko se tudi vas pač ne pustijo pri izpitu, ne. Zdaj, zaenkrat smo se še uspeli zmeniti, ampak ne, treba biti pozoren, ne, tako, to. Ok, mogoče bi vam samo še povedala eno stvar, no, tukaj so potem še moje podatki, ampak pač mednarodni pisarna in to pa gospa Petra pa Zidar pa ureja finančne zadeve. No, samo še ena stvar, tukaj, kar sem vam povedala za motivacijsko pismo oziroma za motivacijo in prijavo pomembno. In sicer, ko se vi prijavljate, imate možnosti se prijaviti na 3 institucije. To je izbira ravno zaradi tega, če na prvo ne pridete, pol se gleda drugo izbiro in pol tretjo. Ne vem, dejansko, ne vem, teh 9, ki jih je lani želelo v Portugalsko, so imeli Portugalska, bi govorim na pamet, Španija, Italija, ne. In če niso prišli na Portugalsko, se je gledalo, kam bi šli naslednjo, ne. S tem, da potem, to je kar tako, no, ker nekateri tisti, ki so bila kot prva želja Španijo, bojo šli oni, ne. Dejansko pol odvisno, koliko je mest, na koncu se je tako steklo, da vedno prideš nekam, ne. Ampak moraš ti sam pri sebi oceniti in dati možnost, zdaj, če ti bi rad šel samo tam in nikamor drugam, še vedno lahko, ampak to pomeni, da če ne prideš notri, bom jaz pozvala, gledajte, tam niste prišli ali imate mogoče vseeno, ne, bi šli kam drugam, ampak tega so potem večinoma mesec že zapolnili, ne. Tako da dejansko mislim, da je dobro, da imate vsaj 2 instituciji, da mi navedete, ne, kam bi šli, ne. Sigurno pač najprej daste na prvo mesto tisto, ki bi si najbolj želeli, in drugo pač tisto, ki vam je potem še opcija, ne, ta druga izbira, ne. Jaz se vam skušala sigurno potruditi in vsem damo tako, vedno tudi komisija, koliko potrjuje, da damo prvo mesto tisti, ki si želi vsem, ampak včasih to ni mogoče, ne, samo to je, ne, vprašanje, ker dejansko pol se zgodi, da ne, ni toliko mest, kot je za eno institucijo pač vpraševanja, ne. Tako da, tako. To je čisto tako nakratko, še z moje strani. Imate kakšno vprašanje? Ja, bi vprašala, koliko časa imamo mi od takrat, ko pride razpis ven, do konca prijave? Koliko časa? To je tako, ne, načeloma en mesec. Načeloma en mesec, 3 tedno na en mesec. Jaz skušamo, zakaj? Zdaj pa tako, ja, malo smo letos, mislim, vsako leto, to je lani bilo kar pozor razpis, predvsem za Finsko, Norveško,
Zakaj? Ker ko ste vi enkrat, v bistvu, ko so rezultati zunaj, vas moram jaz nominirati tej tuji instituciji. Zdaj, te skandinavske države, Norveška in Finska, oni začnejo pouk že sredi avgusta. V bistvu, študijski proces je 15. avgust. In oni imajo vse te roke pač malo pred nami, oziroma pred Španci, mislim, je tako malo zamaknjeno. Dejansko jaz moram 3 tedne, 1 mesec se vi prijavite, naredimo mi takoj izbor in vas jaz moram že, če ste na primer za Finsko, Norveško nominirati. Za vse ostale imam još čas, tako da, na primer, konec maja, tako da bi komod bil več časa odprt razpis, ampak prav zaradi teh skandinavskih držav je problem. Včasih se je tudi v preteklosti tudi zamujalo na te roke, tako smo ugotovili, da je res zaradi tega tako. Vse točno piše v razpisu. Načeloma 3 tedne do imate dovolj časa, da se prijavi. Predlagam, da pač čim prej se spiše. Tudi če imate na meni že zdaj lahko, si pogledate lanski razpis in načeloma je zelo podobno. Da imate en življenjepis pripraviti tako, potrdilo o jeziku in to motivacijsko pismo, lahko se pripravite in potem mi date samo to v obrazec. Mislim, ne še dodate. Tako da tako jaz to predlagam. Najlažje. A pa pol zdaj, da se bomo prijavili, je ta razpis za prvo polletje? Ne, za celo študijsko leto. Za prvi in za drugi, to se potem tudi označite. Ja. Tako da tudi, če hočete v bistvu drugo leto februarja, se morate zdaj prijaviti. Ja. In kakšna so tveganja, če greš na drugo delo semestra tretjega letnika, imaš pač diplomo za pisati? Pa se poznajo študente, ki govorijo, da je Ma ne. Mislim, da bi jaz imela kakšne izkušnje, ne. Nismo imeli takšne izkušnje, da bi bilo ne. A pol se z mentorjem prek pač zunaj dobivaš, ali Ja, lahko se dogovoriš, ne? Ja, čisto kot se dogovoriš, ne. Tako to morate pol videti. Nismo imeli težavno, kar Ne, to res ni bilo. Ne. So vsi tudi, ne vem, tudi tako profesori, mentori so zdaj, mislim, načeloma vsi zelo odprti, ker tako je vedno bolj sprejemljivo, kar se tiče priznavanja, ni težav več tako kot, ne vem, mogoče vedno v preteklosti, ne samo na pedagoški, da na celotni univerzi so bile težave s priznavanjem, zdaj pa je to res tako, ker lahko rečem neurejeno, da imate vi kot študenti čim manj dela in kot sem rekla, da res preden greste, že veste, kaj boste imeli upravljeno, oziroma kaj vas bo čakalo, ko prijete nazaj. Jaz moram iti. Aha. Nič. Ne hodite. Ja. obrazec za motivacijsko pismo in naslednje. Ja, pri razpisu. Ja. pa tale, ko ste rekli za finance, pa za štipendijo, a je ki kakšen dokument, da bi si preračunali? To dobite vse v razpisu. Vse v razpisu, ko ste točno videli, koliko dobite. Ja, v razpisu so točno v bistvu že zneski notri in si lahko vse je v razpisu. Potem, ja, kot sem rekla, ker vsako leto se malo spremenja, ampak mislim, da bo 650 oziroma 590 oziroma 650. Večina držav, tako 650. Osnovno. Potem pa boste videli lahko potem vse dodatke. Tako. Mogoče damo še besedo tem dve naši študentkam, ki so se zdaj v bistvu vrnile. Pa potem še lahko predebatiramo. Ajda, Lara, se slišimo? Samo da vidim, ki si. Ja. Evo, ne smo se. Čakajte, ja. Damo pravnice, Zdaj mi smo šli skozi in zdaj nič, čisto bi vas prosila tako, kaj imate kaj pripravljeno, boste malo povedali, Mama, sem bo sličala na PowerPointu. Dobro, malo povedati, tudi tle imamo imamo študentke, ki če boste jo vprašali, pa vam bomo povedali, prav? Tako, super, ja. Mogoče poveste, kje ste bili, mislim, kje ste bile, pa ne, pa ima... Ampak mislim, da ne moram še rad. Ja, čakajte sekundo, bom jaz... Zdaj bi moglo biti. Aha, ja. A se vidi? Ja, se vidi. Bom kar takole dejala, da bo delati.
da so Lara in Ajda in videli smo ta semester, se pravi, mi smo semester preživeli na Češkem, bolj natančno v Olavicu. To je približno 1 uro stran od Brna, 2 uri stran od Prahe, ki smo lahko umeti. Zakaj sem se odločila za Češko? Še sami ne vem odava. Mi smo niti imeli neki posebne želje kam, v kateri kraj bi šli. Tako da so malo naprej rekli, kova še pa na Češko. In smo zbirali, niti nismo videli, kje je to politično. Tako da to. In izkazali se je, da je bilo to ena boljših odločitev. Ajde, nekaj naprej, da bo videti. Aha, ja. Evo. Tisto je bila slika iz razglednega stolka. No, izkazali se je, da je to bilo dobro, da je Olavica bilo majhno mesto, zgodovinsko, pa izjemno lepo. Ima eno jezerce tamle, potem ceste, hiše so pa take starinske, lepe, no, lepe. In tudi ljudje so zelo prijazni, sicer angliško domačini ni preveč ne razumejo, tako da smo se mi dizajnili kar v slovenščini, malo smo razumevali razumijati srbščini, nekako smo se že zmenili, no. Nekako so znali angliško, drugi pa ne razumine, tako, no. Zdaj mi dve straški, ki je z avtom, so naj upeljali, ker je to približno 5-6 stran Slovenije, kar je bilo pa tudi dobro, ker so naj prišli naši domači pogledati, prijatelji. Tako da bi tudi razlagali nekaj prav. Nismo mogli vsak vikend, so pa tako malo prišli. Tako pogledati. Živeli smo mi v stanovanju. Aha, ja. No, nekaj povedati. To, mi so torej živeli v stanovanju in so bile v študentskem domu, kar je bilo okej, ampak je prvi tudi študentski dom super stvar, tudi zelo ugoden, 100 evrov na mesec. Je pa tudi dobro, ker pravi, da vse ravno študente nakup v domu, da se lahko s tem še z njimi tam malo boljš povežeš, zmeniš pa te. Ampak ja, je pa tudi redno, mi so bile v zasebna mestva, zdaj najprej stanovanje prek Airbnb-a, pa smo se pa malo zmenili, da je bolj študentska cena. Na fakt smo hodili v bistvu na pedagoško fakulteto. Zdaj mi študirava socialno pedagogiko, ampak sem nima programa socialne pedagogike, tako da so 2 predmeta delali na smeri predšolska, en predmet pa na socialnih petah. Zdaj pa ajde, Ja, in so bile, no, na predavanje smo hodile na tole pedagoško fakulteto, to je ta silna stavba. Drugače so pa izbrali tudi predmet, ki je bilo pa praktično delo in smo šli v bistvu v vrtec, tam na Češkem, v mednarodni vrtec, kjer imajo v bistvu tudi mednarodno šolo in tako, pa smo imeli pač lepo izkušnjo, ful so naj lepo sprejeli, tudi tam so naj pohvalili, kako so super se začeti počutile, tako da je bilo fajn in res je bilo dobro, ker so si lahko ogledali vse, kar so hotele, so naj vzpostavili v šolo in v gledališče in da pač vse, tako da naj uvabili na Halloween zabavo, priden in glavno vse, tako da je bila lepa izkušnja, no. In so imeli tudi ful dobro izkušnjo s faksom in pač tudi tako, kako so pač odgovarjali na vsa najna vprašanja, pa res pač niso bile tako zmedeni, kakor smo mislili, da bo. Pa tudi tako s faksom v Sloveniji se mi zdi, da so ful dobro sodelovali ta čas, ko so bile tam. So bili tudi profesori pač zelo prijazni in so nama tako sproti posredovali stvari oziroma pač, kakor smo se zmenili in so se pač res lahko vse dogovorili, no, da tisti predmeti, ki se nama ne priznajo, kako bo opravljali, tako vse se te pač lepo pozmenile, tako da smo imeli tudi dobro izkušnjo. No, razen tega, da je pa Olomouc pač tako kulturno mesto, je pa tudi zelo športno mesto, tako da so imeli tudi obiskovanje tekme, pravi tenici, tako da so šli na hokej, pa na nogomet in se je pač izkazalo tudi zelo dobro tako druženje, pač z drugimi Erasmus študenti, ker smo šli pač potem skupaj pač na kakšno tekmo, pa tako da tudi bilo tudi
Sofino, pač je bil prišel v obisk vsega pol na tehno peljati pa tako. Drugač pa je pač Erasmus v Olomoucu pač res dobro organizirati, tudi koordinatorji so res prijazni, res se trudijo, tako za vsakega posebej na vse odgovarjajo, tako bolj so mi tudi s tem dobro izkušnjo. Tako da pač imajo tudi polhranenih dogodkov, tako da so organizirali v bistvu različne predstavitve raznih držav. Imeli smo tudi mednarodne večerje, potem različne oglede mesta in različne izlete, delavnice, potem so imeli tudi pub so organizirali, tako pač res se je za vsakega nekaj najdel. Tudi pač ljudje, ki so jih razpoznali, so bili tak super prijetni, tako da ja, in ne vem, pač res je bila vredna izkušnja, tako da se splača. Res so bili profesori tam izjemno prijatni. Tudi prijatni. Ne, res pa, da sem peljala na kuhano vino, ki je bil lista, božičnice, tako res tak človeški stik sem med nami. Mogoče še to sem, stvar že Nekaj. Glede, nisem pozabila povedati, Češka je v primerjavi s Slovenijo tam. Smo mogoče mislili, da bo ničkam cenejši, zdaj ene cene so v Sloveniji višje, ene so na Češkem, oziroma je pač tudi tam cena. Je isto, približno se pokrijo vse. Ja, približno se, edin pivo je malo cenejše. Pivo je pokrijo. Ja. To je, ja. No, tu je pa, zdaj je stredil vse, če pa kdo vprašanje bo pred veseljem. Super, hvala. Evo, tukaj vas nekaj zaprašati. Mogoče ne obveznosti pa izpitov tam. Še malo, kar se tiče izpitov in obveznosti. Zdaj, kar se tiče socialnega, družabnega življenja, vidimo, da je dobro, ne, da je to, zdaj samo še mogoče pač malo. Pa to sem imeli vredno izkušnjo, zato ker ste malo najdeli, da bi profesori v bistvu ga vse naredile tako prek sprotnega dela. V bistvu nisem imeli pa preko predstavitev, nisem imeli v bistvu nobenega protku pisnega izpita, ampak so imeli recimo predstavitev najnega projekta, ki so ga naredile, ali pa predstavitev v Sloveniji, tako različnih stvari in pač se nam pa je potem to priznalo kot izpit. Ampak tudi, pa recimo pač tukaj v praktično delo, smo pač imeli s praktičnim delom narediti. Tako da v bistvu videli nisem imeli propisnega izpita, ampak tisti študenti, ki jih poznala, ki so imeli pisni izpit, pač tam v Olomoucu, so pa rekli, da pač, če bi se pač malo naučili, da bi to tudi ni bilo zdaj, tako da na nekem ne vem kakšnem rodnem nivoju zahtevno. Tako so vsi rekli, da se da je v redu. Dobro, ja, se to tako, povejte mogoče, ja, da sem mogoče jaz res na začetku vam malo tukaj najbolj v bistvu ne, sem bila zahtevala od vas, da se dogovorite s predstojnikom, ne, mogoče to, tako da točno se ve, kaj imate priznano, ampak se mi zdi, da je to pač za vaše dobro, no, mogoče malo na začetku več dela, ampak dejansko zdaj veste, kaj se imate, ne, tako. Ja, vsej so rekli, pač ful je bilo tako, ful so imeli veliko izkušnjo in pač z našim faksom tako izvabni, kako ste nam vse pomagali in z najmanjimi profesori so bili tudi pač ful odprsti za to, da se gre na Erasmus in so najbolj pač podpirani, so bili tudi tako tej dali, da nismo bili dogovor in ja. Da, sedaj smo zdaj v tem semestru morali pač narediti še en 2 izpita in smo se pač tudi tako dogovorili, da smo pač zdaj v tem izpitem obdobju upravljali tudi v Sloveniji z seminarsko napisali, da smo za ta predmet, ki se tukaj izvajamo, moramo še zdaj napisati. Ja, da ne bi bilo treba do poletja čakati. Ja, da ne bi bilo treba do poletja. Ja, da vse dogovoriti, no, tako sem jaz povedala, da ni problema, da mislim, da smo vsi dovolj, ne tako profesori, kot vsi nekako se spodbuja, no, tako Erasmus. Ja, pač mi da sem imela definitivno tako izkušnjo. No, super.
Kaj še kakšno vprašanje, mogoče, če ima katera? Ne? Dobro. Jaz lahko edin povem še, če je še ne mogoče za angliščine, kakorkoli. Jaz znam angliško. Mislim, znam to, da se nekaj zmenim, da nisem lačna, ampak več ne znam angliško. In to je bil moj največji kraj, da sem šla na to, ampak sem še vedno žbila, vse sem se zmenila, vse sem naredila, tako da pač angliščina ne sme biti uverjena. Sem vse dokazala, sem naredila in drugi nisem. Tako da če mogoče kakšnega naredila. Ja, mogoče se mi zdi, da smo tako sploh Slovenci kot narod včasih malo preveč samokritični, no, čisto tako, ker sem imela pač možnost spoznati dosti tujih študentov, ne, tudi tako, ki so dosti slabši od vseh vas, ne, v angleščini in nimajo težav, ne. Oni pač se bojo pri nas, pa tako se mi zdi, da vsak mora biti, preden spregovori 100%, ne, tako da to res jaz mislim, da najboljše, da greste in to je tudi dosti za jezik in za samozavest pomembno, no, tako čisto zlastnih izkušnje tudi. Tudi ko mi da, ne vem, pač res to naše odlični pa eni sploh ne znajo angliško, ampak oni so vtekli vse. No, tako. In kukaj mi pa znamo, ki jo ponavati boljšno, ampak je tako. Pač, pa tako vidiš, da vsi govorijo tudi tekni nerodno, pač, ker veš, da ste na istem, da drugače se ne moreš zmeniti in pa pač vsi govorijo, tako da sem. No, super. Jaz se vam zahvaljujem, da ste se javili. Nič, ko boste na fakulteti pridite do mene, da bomo še vse, karkoli se uredili za samo za te končne papirje. In to je tako, no, tako da smo na vezi. Hvala vam. Evo, zdaj tako, no, ste dobili, da ni samo, veste, ko je na eno, če vam jaz povem kot nekdo, ki dela, eno kot študenti, tako da mislim, da ene informacije ste dobili, če še kaj rabite, če še kaj vas zanima, ni problem, sem na razpolago. Če ne, pa sem načeloma drugo nadstropje. V bistvu tisti del, ne vem, kako razložiti. Imam napisano drugo nadstropje, tam je tak bunker, bi rekli lahko, ne. V bistvu pozvonite, pridete noter do mene, oziroma napišete mail, najbolj enostavno se dogovorimo, no, tako. Tista pisarna je tam bolj skrita, ampak preko maila sem dosegljiva načeloma sporno. Tudi kadarkoli rabite, ne, tako da. Ko upam, da se odločite, no, jaz mislim, da vam bo žal, če bi bila iz vaših let, verjamete, da bi bila prva. Ne, Lovren, resno tako, verjameš, ne, tako. Hvala vam za obisk in se vidimo.